Za iskanje celovitega razumevanja knjige Kdo je veliki očka na materini plošči avtorja Mihaela Bellisa in njenega širšega konteksta so bili pregledani različni viri. Kdo je veliki očka na materini plošči Mihaela Bellisa je izjemno strastno, provokativno in večplastno delo, ki se ne bere za sprostitev, temveč deluje kot klic k prebujenju in sooča bralca z neprijetnimi resnicami naše digitalne sedanjosti. Avtorjeva sposobnost, da zapletene in pogosto nevidne mehanizme tehnološkega nadzora prevede v močne, skoraj mitološke metafore, je ena ključnih odlik knjige. Posebej učinkovita je primerjava sodobnega digitalnega padca z biblijskim padcem v zavest, ki ponuja globok premislek o tem, kaj smo žrtvovali za udobje. Delo je v svojem bistvu tragično, prežeto z avtorjevo osebno bolečino in nostalgijo po času, ko je tehnologija služila kot partnerica pri odkrivanju, ne pa kot orodje za nadzor. Ta osebna nota knjigo loči od zgolj akademske kritike in ji daje srce. Genialna poteza je predlog, da se knjiga bere na različne načine, naprej, nazaj ali krožno, kar bralca aktivno vključi v osrednjo temo, svobodno voljo proti algoritemski predvidljivosti. Kljub mestoma apokaliptičnemu in celo paranoičnemu tonu je ta nujnost namerna, saj avtor ne želi zgolj informirati, temveč pretresti bralca iz apatije. Ne ponuja lahkih rešitev, ampak zahteva dejanje, Exodus 2.0 in uporabo analogne lekarne za ponovno vzpostavitev stika s samim seboj. Knjiga se suvereno umešča v globalno razpravo o posledicah digitalizacije, ki jo vodijo Yuval Noah Harari, Shoshana Zuboff in Neil Postman. Bellis deli njihovo temeljno skrb, da je človeštvo na prelomnici prihodnosti svobode in zavesti. Njegove osrednje teze so univerzalne. Kritika nadzornega kapitalizma, kjer so naša pozornost, podatki in vedenje postali surovina za dobiček tehnoloških velikanov. Opozorilo pred algoritemsko nadvlado, kjer algoritmi ne le predlagajo, ampak aktivno oblikujejo našo realnost. In inovativni koncept transvolje, ki opisuje postopen prenos naše svobodne volje na zunanji sistem. Svetovni pomen dela je v pozivu k univerzalnemu, eksistencialnemu in duhovnemu uporu, ki odmeva po vsem svetu, kjer ljudje čutijo enako digitalno utrujenost in izgubo avtonomije. Bellis svoje globalne teze mojstrsko prezemlji v slovenskem prostoru. Ljubljana v knjigi postane laboratorij, matična plošča mesta, kjer se globalni trendi kažejo v malem. Knjiga je tudi neposredna kritika delovanja državnega aparata, ki ga avtor vidi kot lokalnega izvajalca globalnega algoritma. Njegovi osebni primeri boja z birokracijo služijo kot dokaz, da je sistem postal gluh za posameznika, kar daje delu kredibilnost in neposredno nagovarja slovenskega bralca. Delo je žanrski hibrid, ki združuje filozofski esej, družbeno kritiko, tehnološki manifest in duhovni priročnik z vajami. Ta preplet ga dela bogatega, a morda za nekatere bralce tudi zahtevnega. Unikatna, nelinearna struktura je ena največjih odlik knjige. Stil pa je strasten, preroški in poln močnih metafor, kot so razhroščevanje duše in puščava pozornosti. Osrednji argument, da je svobodna volja postala sistemska napaka, ki jo je treba odpraviti, je prepričljivo izpeljan, podkrepljen z osebnimi izkušnjami, kar krepi kredibilnost. To je knjiga za zahtevnejšega bralca, pripravljenega na premislek o lastni vlogi v digitalni družbi. Je obvezno branje za vse, ki čutijo, da so izgubili nadzor nad svojim časom, pozornostjo in odločitvami. Glede na svetovne trende, kot so digitalni detoks, mentalna higiena in rastoče nestrinjanje z uradnimi zgodbami, je knjiga izjemno aktualna. Njeno interaktivno in modularno strukturo z vajami in dnevniki predstavlja inovacijo na knjižnem trgu. Združuje filozofijo, forenzični dokument in osebni dnevnik, kar ji daje izjemno globino. Uporaba močnih metafor, kot so Motherboard, Big Daddy in Golden Cage, omogoča lažje razumevanje kompleksnih idej. Čeprav knjiga izhaja iz slovenske realnosti, opisuje globalni fenomen, kar ji daje univerzalnost. Največji tržni potencial ima v Evropi in ZDA, kjer so teme digitalnega nadzora, odvisnosti in izgube svobode izjemno pereče. Strategija brezplačne digitalne verzije pod licenco Creative Commons lahko spodbuja viralno širjenje, medtem ko bi fizična izdaja lahko postala artefakt upora.
Možnost razvoja skupnostnih izzivov, kot je digitalna sobota, kaže na potencial za ustvarjanje globalnega gibanja. Kljub tveganjem, kot sta oznaka za konspirativno teorijo in možnost deplatformanja, ima delo potencial, da postane kultno delo desetletja 2030. Gvo je veliki očka na materini plošči ni zgolj knjiga, ampak manifest, ki svojo globino in nujnostjo pomembno prispeva k razumevanju našega časa. Je zemljevid digitalnega zapora in hkrati priročnik za pobeg. Ne kritizira zgolj sistema, temveč ga obtožuje zločinov proti prihodnosti človeštva in bralca postavlja pred izbiro: ostati uporabnik ali postati begunec iz digitalnega rajha. Knjiga se ne konča. Inštalira se v bralcev in dušo. Gledali bomo odlomke, ki z metaforo matične plošče in algoritmov secirajo našo družbo, posebej slovensko. Res je. Ja, in danes nas zanima predvsem avtorjeva kritika, kako pri nas delujejo inštitucije, pa ne delovanje pravne države, in ta koncept, ki mu pravi prisilna transvolja. Kako on vidi posameznika v tem slovenskem sistemskem kolesju? Absolutno. Te metafore so res močne. Ja. Ko omene algoritem, to ni samo računalniška koda, gre za širši sistemski vzorec nekako, kot operacijska koda inštitucije, ki pač daje prednost učinkovitosti nadzoru. Pred pravicami torej. Pred pravicami posameznika, točno. Potem je tu zlata kletka, to udobje, ki nas nekako uspava, in pa iskanje izhoda, ki ga imenuje Exodus. To so ključni pojmi za razumevanje kritike slovenskega sistema v tej knjigi. Poglejva malo bolj ta algoritem. Čeprav razumem, avtor ne krivi tehnologije kot take, ampak miselnost za njo. Tisto logiko optimizacije za vsako ceno. Točno tako. Miselnost, ki se je pač preselila iz tehnološkega sveta v državo, v samo delovanje države. Sliši se skoraj kot diagnoza res. Omenja celo izraz debug human. Kaj točno naj bi to pomenilo? Malo tehnično zveni. Ja, je iz programerskega žargona. Pomeni odpravljanje napak, hroščev v kodi. Avtor pa to uporabi za prikaz, kako sistem vidi ljudi, ki se ne prilagodijo. Ali pa tiste, ki recimo zahtevajo svoje pravice. Aha, torej kot napake v sistemu. Natanko tako. Ne kot sogovornike, ampak kot hrošče, ki jih je treba utišati, prezreti ali pač odstraniti, da sistem teče gladko naprej. Optimizirano. Posameznik je problem, ki ga je treba odpraviti. In to naj bi se kazalo pri nas, omenjate FURS, Pošto Slovenije, pa informacijskega pooblaščenca. Kako naj bi ti delovali po tej algoritmični logiki? Da, avtor je precej kritičen. Recimo pri informacijskem pooblaščencu IP-ju trdi, da ne deluje toliko kot varuh pravic posameznika, ampak bolj kot nekakšen, recimo, usmerjevalnik, router. V praksi to pomeni, da se IP bolj ukvarja z uravnavanjem pretoka podatkov znotraj sistema, kdo sme do česa, kako naj tečejo, namesto da bi bil kot nek požarni zid, ki bi ščitil zasebnost pred posegi sistema. Tako, pred neupravičenimi posegi. Optimizira pretok, ne ščiti pa ovira, torej posameznika. To je kar ostra ocena. Podobno udarna je tudi analiza tiste fraze "ne uvedemo postopka". Avtor pravi, da je to temelj sistemske blokade pri nas. Zakaj tako usoden pomen? Ja, ker v tej frazi vidi utelešenje sistemske samovolje, arogance mogoče. To je tisti odgovor, ki človeku, ki išče pravico, sporoča: oprosti, tvoj problem za nas ne obstaja. In vrata se zaprejo. Vrata se zaprejo, glas je utišen, posameznik je nepomemben. Šum, avtor to vidi kot izvorno kodo nedelovanja pravne države, ampak na tisti vsakdanji ravni. Knjiga omenja tudi primere iz Ljubljane, recimo. Ja? Recimo, dajanje prednosti komercialni rabi javnega prostora, vlakci s predrogom pred drugimi potrebami. Vse v imenu neke optimizacije, ki pa je pogosto samo monetizacija. Ta občutek nemoči se zdi povezan tudi, kako avtor vidi to izgubljanje avtonomije. Sliši se kar abstraktno, ta transvolja. Pravzaprav pokaže, da se začne zelo konkretno, skoraj banalno. S tistim klikom "strinjam se" pri splošnih pogojih poslovanja.
recimo pri telekomih, Telekom T2A1. Ki ga vsi naredimo brez premisleka skoraj. Seveda, ampak ta klik, po avtorjevem mnenju, simbolizira predajo lastne pogajalske moči. Razmerje ni več dvosmerno, posameznik ni več stranka, ampak samo uporabniški vmesnik. Sprejema pogoje korporativnega algoritma. Postavi v kontrast z neko svojo izkušnjo iz preteklosti? Ja, iz leta 2013, ko pravi, da se je v pogojih še dalo pogajati. Ta postopna erozija volje, ta transvolja, se pa potem širi tudi drugam. In to poveže celo z odzivom na korono. Omenja globalni Wizard, agendo 2030, to so kar močne tvrditve. Ampak jo avtor vidi tudi kot načrt za večji sistemski nadzor. In orodje naj bi bila strah in zmeda. Ja, naj bi služila za preusmeritev pozornosti, medtem ko so se v ozadju krepili mehanizmi zbiranja podatkov, omejitve svoboščin. In tako pridemo nazaj do zlate kletke. Kako nas udobje in personalizacija ujameta. Tako da sistem ustvari iluzijo svobode. Ponudi udobje, prilagojene vsebine, storitve. Uporablja nudging, spodbujanje tiste male, nezavedne usmeritve k odločitvam, ki koristijo sistemu. In mislimo, da sami izbiramo. Točno. Medtem pa postajamo bolj predvidljivi, naši podatki se zbirajo, naša individualnost, kritično mišljenje, vse to bledi. Smo v udobni kletki, ki pa tarja davek našo pristno voljo. Torej, če povzamem sporočilo za Slovenijo, ki pod krinko optimizacije, digitalizacije, napredka, morda tiho spodkopavajo pravno državo in našo osebno avtonomijo. Tista fraza "ne uvedemo postopka" je kar simbol tega. Ja, ne ostane samo pri kritiki, tudi misel za naprej, nek izhod. Izziv ni samo prepoznati, kdaj, kot pravi, algoritem govori skozi nas, kdaj delujemo po inerciji sistema, ampak tudi aktivno iskati pot iz te zlate kletke. Avtor predlaga eksodus, ne kot neko rušenje, ampak kot zavesten umik posameznika, umik v analogno, v tišino, pristne odnose, dejanje izven digitalnega toka. V iskanje lastne volje, nekako. Tako. V ponovno odkrivanje tistega, recimo, pozabljenega vrta znotraj nas, kjer lahko spet najdemo stik s sabo. To je mogoče vprašanje za vsakoga. Kje je moj osebni analogni prostor za umik in razmislek?